Pozdravljeni vsi skupaj. Verjamem, da ste polni vtisov in rahlo utrujeni po filmu. Z mano sta Mehmed Ali Alić, po čigar zgodbi je Hana Slak, režiserka, posnela film, ki ste ga ravno gledali. Dober večer še enkrat. Po moje moramo kar direktno iti na pogovor in preskočiti vse veliko faktografsko-dokumentarne stvari. Mehmed Ali, ta film, če se ne motim, si videl četrtič. Kako je gledati? Petič? Kako je svojo zgodbo, čeprav povedano na fiktiven način, gledati tokrat? Kaj vedno znova vidiš? Ti je lahko gledati ali ti je vedno znova težje? Vsakokrat vidim več. Vsakokrat se čudim tej Hanini, bi rekel, umjetnosti, kako iz knjige na platno prenesti tako zgodbu in vsakokrat me, bi rekel, močno pri srcu stisne. Neverjetno kako je to znala krasno pofilmati, kako bi rekel, moju zgodbu. Konec julija 2010 sva s Hano prišla k tebi v Zagorje. Kakšne si imel občutke, preden sva vstopila v tvoje stanovanje? Midva sva se dobra 2 tedna pred tem srečala in spoznala v Srebrenici v povsem drugačnih okoliščinah. Nič ne bi mogel sam narediti, to se pravi, vedno su dobri ljudi, ne. Eden med tistimi, ta iskrica, si bio ti, ne. To se pravi, 10. julija 2010 smo se srećali u Potočarih, ne, in si želeo za delo napisati neki članek, ker je tamo kakih 30-40 tisoč ljudi, 11. julija in je nemoguće si uzeti čas. Takrat sam ti rekao, Boštjan, imam seboj na ključ u USB-u da imam kakih moguće 80-100 listov, se ne spomnem točno, svoje neke zgodbe. Sam rekao, daj preberi, pa se drug dan bomo lažje pogovarjali, ne. In okrog 11. ure zvečer na mobitelu preberem sporočilo od tebe. Pisalo je tako, berem tvoj tekst in jokam kot nikoli u življenju. To je bio neki prvi prisan da ti zaupam kod človeku, da razumiješ moju zgodbu, moju tesnobu. Bio sam tistim času apsolutno nezaupljiv, ker su men već načina, bi rekao, iskorišćali to moju tesnobu i moju, bi rekao, sve tisto kar se dogajalo okrog mene, ne. In bio si prva oseba ko sam začutil jaz to človeško iskrenost in vse zahvale, bi rekel, do tistega časa tebi, ne, prijatelj. Ampak čez 2 tedna sva s Hano skupaj prišla k tebi. Hana je nemudoma, kot če razumem, to je v bistvu vprašanje za Hano, slišala si za Mehmed Alijevo zgodbo, sledila si dogajanjem v zvezi s Hudo jamo. Kaj je bil ključen trenutek, ko si vedela, da moraš posneti film? Jaz imam občutek, da imaš občutek, da moraš. Ja, jaz pravzaprav nisem sledila dogajanju v zvezi s Hudo jamo, to ni bilo nekaj, kar bi me blazno zanimalo. Nasprotno, pravzaprav, če bi prej rekla, da sem se izogibala tej temi, tako kot večina ljudi, se mi zdi, ne. Se mi zdi, da je to nekaj, kar se tiče strokovnjakov, zgodovinarjev in ne sodi v dnevno časopise, ker straši otroke. Tako da, ko pa sem prebrala ta članek tvoj, ne, z naslovom Usoda v delu, takrat, ker v bistvu, zakaj sem sploh prebrala ta članek, zato ker je ena tema, ki pa se me tiče in se me tiče že dolgo in še vedno in še kar naprej, je pač Srebrenica in to je bilo poročilo iz 15. obletnice genocida v Srebrenici in me je zanimalo kot tako. In potem v bistvu je me zelo, mislim, zame je bilo tako, ko sem začela brati ta članek, sem vedela, kaj berem. Brala sem poročilo podoživetje nekoga, ki se je udeležil 15. obletnice pokopa in tako naprej in se pogovoril z nekaj preživelimi in iz tega bo napravil zgodbo, ki jo delno že poznam, ki je delno ne poznam, ki je zgodba, ki se me še vedno tiče in od katere
se pač nikoli ne bom mogla povsem distancirati in sem pripravljena se izpostaviti temu. Ampak iz te zgodbe je kar naenkrat sta skočili vame še dve stvari. Ne. Skočila je zgodba o izbrisanih, ki takrat smo jo ravno začeli predelovati v resnici v javnosti in še ni bila, to je pač le 7 let nazaj, vmes se je marsikaj že zgodilo, ampak ta zgodba o izbrisanih se je že predelovala v javnosti na način, ki je bil tudi meni na nek način blizu, smo se soočali s tem in tako naprej, ampak mi je bilo neverjetno, kako zdaj, kaj ima pa ta zgodba zdaj o izbrisanih, kar naenkrat tlele započeti o zgodbi o Srebrenici in potem, ko je pa prišlo do tega dela, ko se je izkazalo, da je to tudi zgodba o izkopavanju in delih v Hudi jami, se mi zdelo, to pa ne more biti res, ne. To pa sploh ne more biti res. In mislim, mene je takrat ta članek tako popolnoma pretresel, pretreslo me je, pretreslo me je to, da usoda enega človeka združuje nezdružljivo in da kako je možno, da se to nekomu zgodi. Ne? Prav ta usoda, to me je pretreslo. Ampak to, kar me je pa se v resnici še veliko globje dotaknilo in ki je bila tista stvar, ki je bila ta imperativ, da se moram jaz osebno vplesti v to zgodbo, je bilo to, da sem jaz začutila v tem človeku neko kljub vsemu temu neko neverjetno toplino in vero v ljudi in se mi je zdelo, da je on našel nek ključ, da drži v rokah nek ključ, ki ga rabim tudi jaz, ki ga rabimo mi vsi nujno, zato da najdemo nek izhod iz te neke naše skupne teme in travme. In tako da v bistvu, v tem trenutku sem začutila, da pač bi morala jaz se vplesti v to zgodbo. In takrat sem napisala ki se nisva poznala, sporočilo na Facebook, da spoštovani gospod novinar, sem prebrala vaš članek, sem me zelo dotaknil. Zanima me, kaj mislite, pravzaprav se mi zdi, da bi bilo treba v tej zgodbi posneti igrani film. Pa sem mislila, saj se mi itak ne bo javil, ne. Ob 6. zjutraj je bil odgovor od Boštjana, ja, greva na kavo. Tako da pol sva šla na kavo, na kar sem že čez 2 tedna dejansko sedela pri Aličevih v dnevni sobi in sem lahko slišala vse to iz prve roke in spoznala tega človeka in moja prva fascinacija in moje spoštovanje in ta inspiracija ni nikoli popustila, tudi še do danes ne. Čelak sam dodam, se spomnim tega maila, neko si mi poslao in rekao da neka ženska pa zanima se za neki film. Nisem napisal neka ženska. Drži. U mojih očeh je bilo tako. Izgovarjam se. Sam rekao da je Boštjan, ti si ja mlad, pa kak film, ne. Takrat resnično nisam verio, sanjalo mi se ni da bo prišlo do tega. In ta vaš dotik, ko ste skupaj prišli k meni domov, je bilo neka nova roka, neko novo, začutil sam prijateljstvo in ono se je iz mjeseca u mjesec, iz leta u leto stopnjevalo in ne da se povedati, ne mogu se razumjeti danas mojega nekega življenja, razmišljanja brez vaju. Vi ste moj svet, moja družina, ne, hvala vam. Hvala tebi. Ja, težek je ta pogovor za nas, zato ker mi smo se dejansko v teh 7 letih, se mi zdi, vseh teh daljicah med nami, te trojke, zelo zbližali in smo postali, upam si to reči, res intimni prijatelji. Mislim, jaz in Mehmedalija, jaz in Boštjan in Mehmedalija. Tako da, ko smo se prej pred pogovorom pogovarjali z Boštjanom, kako bomo zdaj izpeljali ta pogovor, ne,
Zelo težko je v bistvu se spremeniti v neko iz te naše intime, izluščiti nekaj, za kar bi se nam zdelo, da bi lahko tudi vas zanimalo. Če me razumete, kaj mislim. No? Ker mi smo le dali eno dolgo pot skupaj skozi in ne samo pot, kar se tiče filma, kar se tiče Mehmedalijeve življenjske zgodbe, vmes se je dogajalo tudi moje življenje, se je dogajalo tudi Boštjanovo življenje in naša življenja so se prepletla in mi smo bili drug za drugega nekako prisotni v teh življenjih. Tako da zdaj se mi zdi, da je pač ta pogovor tukaj, ki ga imamo z vami, da je to tako nekaj zelo posebenega, ker je dejansko to ni noben konc, ne? Ampak je vseeno neka refleksija enega časa, ki smo ga dali skozi. Tako da v bistvu bi bilo najbolj, da čim prej začnete spraševati ali pa komentirati, zato da dejansko vsem bo lažje, še posebej pa nam. Tako da jaz bi vas zelo spodbudila k temu, ker sem prepričana, da vas, upam vsaj, da imate vsaj kakšno vprašanje, da vas kaj zanima, tako da, ja, vprašajte nas raje čim prej. Ampak ne še tako, ko moramo službo delati, ne? Ok. Ja. Jaz sem zato, da bi takoj. Ok. Gospod? Milan Meden, Ljubljana. Zgubil sem zaupanje v človeka, zato sem danes z vami drugič in zato sem z vami, da sprejmem nazaj zaupanje, ki sem ga zgubil. Hvaležen sem vsem trem, gospodu Mehmedaliji, gospe Slak in gospodu Videmšku, da sem lahko bral vaše intervjuje in da sem sam sebe pripravil do tega, da na vsak način, ne da moram, ampak da bom v kratkem prebral obe knjigi, Nihče in Usoda. Hvala vam, zato sem danes z vami. Hvala. Mehmedalija, si bil v vseh teh letih sposoben kdaj popolnoma izstopati iz sebe in svojo zgodbo razumeti kot bralec, gledalec, sledilec? Se zavedaš, si se v kateremkoli trenutku zavedal, kak neverjeten presežek temne plati zgodovine se je sprehodil čez tvoje telo in dušo? Pa ne morem, da skozi celo zgodbo to dogajanja, vsa neko to, vedno se vrnem na to moju gluhonemo sestro, recimo. Ne. Enega razreda nema šole, zna se potpisati, ona danas živi 12 let sama, apsolutno sama, po mamini smrti. Ne. In vedno se, ko analiziram celu zadevu, to, kar su nam ubrizgali na tej vasi, ta odgoj, bi rekao, to poštenje, to dostojanstvo, to ljubezen do sočloveka je neizbrisivo, je najveća šola in ni doktorata, ni diplome, ko bi lahko bi rekao nadomjesto, to ljubezen, ker su u tistem času mojega otroštva, tako sam već kad knjigu bi mogla većina prebrati da bi razumjela tut film, ne u nekem smislu. Mi smo bili Titovi pioniri, Titovi neki otroci gledali tako na svijet zdravo, ne, u tistem času. Ne. I skozi moje odrašćanje takrat sam vidio da nekaj u tem sistemu prešnjem, bi rekao, ni tako kot se je kazalo. Ta moj brat pa sestra nikoli nisu dobili enega dinarja, neke socijalne pomoćne. Tu će bi nam takrat dali, moj oče pa mama ne bi uzeli, ne. Govorimo o taki moći notranjene. I ta moja sestra danas živi sama, zna preživjeti. Veselim se da je Hana bila u Srebrenici, bila u mojoj vasici i takrat ko sam pisao tekst, pisao sam ga iskreno, svojim čutom. Nikoli nisam vedo da bo iz tega kakva knjiga, nisam vedo da bo kdo pršao mene kontrolirat. Pisao sam da to vidi moj šolec, ali lako srpske nacionalnosti, ali moj prijatelj, moj učitelj, moj sused. U Sloveniji sam pisao ta del tako iskreno, tako bi rekao pošteno, človeško, ne. In sve tisto kar ni nekim ustrezalo, bilo me briga, ali je to politično desni, lijevi. Ja sam gledao da pišem to kod človek i da sebe
iz sebe dam to, kar jaz mislim. Ne. Delal sam neke mehne korake, ne, korak po korak, bile su krize, strašne krize, ne, to traja već kod 20 let, da ne govorim o mojem odrašćenju, otroštvu, bio sam star 14,5 let, ko sam prišel v to rudarsko šolo, v resnici, takrat kot otrok sam verjel, da sam sprejet za nekega rudarskega tehnika, ne, in ne bi vam zdaj tle imam na roki takrat ugraviran svojim 15. letom, da bom neki tehnik, ne, in to da se vrnem nazaj, da mi reče nekdo očetu, ne, pogledaj, ta tvoja propalica se vrnu nazaj u tem smislu, ne, je to tako moćno bilo. Ko sam odhajao, mi oče rekao tako, sine, jaz ne bom videl, kaj ti delaš, videl bo Bog in ti boš vedel, kaj delaš. In tisto mi je skos bilo, bi rekel, danas neka senca za vratom, ko me usmeri. Ti verjameš v vrv? Ja, jaz verjamem v naravu, ne. Verjamem v naravu, narava je moj Bog, močnejša je od človeka in ona je tako topla, dobra, dala nam je vse, od nas je odvisno kako naprej, ne. Hana, po mojem mnenju si v intervjuju z Vesno v sobotni prilogi povedala ključen stavek, ki ga je potrebno povedati v vseh 3 zgodbah, v bistvu, ki jih ta film združi in tudi Mehmedalijeva usoda. Vojna sirota je vojna sirota, je vojna sirota. Je enačaj med vsemi žrtvami. Enačaj, ki ni vrednosten, enačaj, ki je strogo humanističen. To se mi zdi neke vrste začetek humanističnega manifesta, ki ga predstavlja tako Mehmedalijeva knjiga Nihče kot tvoj film. Kako je mogoče vstopati v tvojem razmisleku v mehko tkivo družbe, kjer ni prepričevanja prepričanih, kar več ali manj s svojim delom žal počnemo praktično vsi? Jaz bom zdaj naredila isto, kot je naredil Mehmedalija in bom odgovorila nekaj čist drugega, kar si me vprašal. Vajen sem tega, tako da... In sicer rada bi zdaj povedala eno zgodbo, ki jo nisem še nikoli povedala, sploh pa ne v javnosti. Mislim, sem jo povedala v družinskem krogu, pač mogoče si jo pripovedujemo v družinskem krogu. To je zgodba o moji babici, ki je zdaj že pokojna, je umrla pred 1 letom. Moja babica je rojena leta 30 in je bila leta 42 stara 12 let pa pol. In oče moje babice, pradedek Andrej, je bil nek nižji oficir v jugoslovanski vojski in je padel v začetku vojne v italijansko ujetništvo. In leta 42, ko je Italija kapitulirala, so ga spustili iz ujetništva in je prišel domov, glih toliko, da se je preoblekel in umil in malo najedel, na kar je šel z še drugimi fanti v partizane. In na poti v partizane, to so bili časi velikih premikov, ker pač italijanska vojska se je umikala, nemška vojska je zasedala ključne položaje in napredovala in tako naprej. In to so bili pač časi velikih premikov in te fantje so bili na poti v partizane in so se ustavili, da se spočijo na nekem hribu, kjer so imeli dober pregled nad cesto. Se pravi, videli se je dober cesto, tam se je pa tudi dober videl njih. In potem se je zgodil prelet nekih neverjetnih avionov, ne vem, kaj so bili, to družinska zgodba ne pripoveduje o tem, ampak bili so neki res hudi stroji, ne, in zdaj ti fanti so bili čisto fascinirani, seveda vojaških avionov, ne vem, ali so bili bombniki, ali so bili lovci, ali karkoli, ampak ta prelet je trajal kar nekaj časa in ti fantje so se totalno zastrmeli v te avione, ki so delali tudi velik hrup in so bili fascinirani nad to mašinerijo in nad tem strojem, ne, in nad tem človeškim genijem, ki tak stroj naredi in zaradi tega hrupa in te fascinacije niso opazili, da se je medtem po cesti pripeljala en ogromen nemški bataljon na čelu z mitraljezi na motorjih in so jih enostavno pokosili. Tako da umrli so na mestu, ne, še vedno zagledani v avione. In potem so jih spravili vse skupaj v nek skupni grob, neko pač zasilno rešitev so najeli, da so jih dali v neko jamo. In tam se je potem ta vojska zdaj začasno ustavila. Spremljali so jo pa tudi neki domači simpatizerji Bela garda in tako naprej. In pač so naredili tam tabor. In potem tako, ne, moja babica, ki je bila stara 12 let pa pol in je imela za sabo 3 leta praktično vojne in
lakote in strahu in bile so 3 ženske, moja stara mama, smo rekli, moja prababica in njeni 2 hčerki, same, ne, ker pač oče je bil, kot rečeno, v italijanskem umetništvu ves čas ta vojne. Je pač kot najstarejši otrok v družini je bila, ker babica je sam padla v nezavest, ne, in pač sploh ni vstala. Ob izgubi moža je bila pač njena naloga, pa tudi zato, ker je bilo mišljeno, kot otrok bo imela ona še največ možnosti, da pride skozi, a ne, ker pač se njej pa ne bojo nič naredili, ali kaj. Skratka, ona je bila ta, ki je šla z sposojenim vozom in konjem po očetovo telo v tisto jamo, kjer so bili zmetani te fantje, in je pač šla tam med tistimi vojaki, ki so se tam toborili in so jedli in so čakali, da napoveli, da grejo naprej in tako naprej, in se je peljala tam in je šla do te jame in je sama tam našla očeta in ga zvlekla ven in ga naložila na voz in se obrnila in se peljala nazaj, in potem, ko se je peljala nazaj, nemški vojaki so to ves čas opazovali, niso reagirali, niso komentirali, niso pomagali, ampak tudi niso je poskušali ustaviti. In potem pa, ko se je peljala nazaj, se je pa zgodilo to, da so domačini, ne, torej te, ki so bili priključeni na to nemško vojsko kot simpatizerji, so začeli pa zmerjati, obmetavati, pljuvati in ji groziti s smrtjo in še čem hujšim. In to je bil trenutek, ta trenutek je tako, zame je tako pač en tak moment, ne, ki si predstavljam to dekletce, ki je pač res izstradano in bolehno od te vojne, ki je pravkar izgubilo očeta, ki ga že ni videlo tudi 3 leta in ki ima doma mamo, ki se ne ve, kaj bo z njo, ker je glihkar padla v nezavest in sploh ne ostane več, in še sestro mlajšo, za katero mora tudi poskrbeti, pa kaj bomo danes zvečer jedli, in zdaj ta oče in ta šok in vse to skupaj in na tem vozu in pač poskuša pa narediti to, kar je njena dolžnost in naloga in odgovornost, in je pač padel na njena ramena in pripeljati zdaj tega očeta domov, a ne, da ga bomo lahko pokopali, ker to se spodobi in pač to je naša dolžnost, in gre tam in pol ti ljudje, ti moški tam stojijo v špalirju in pljuvajo in ji grozijo in tako naprej. In a veste, zame se pač svet ne deli na leve pa desne, pa take pa drugačne. Zame se svet deli na tiste, ki delajo dobro, to je moja babica, in ki sprejmejo neko odgovornost zase in imajo za stvari in imajo nek pogum, in deli se na tiste, ki delajo zlo. In to so tisti, ki stojijo v krogu in pljuvajo. In ne glede na to, kakšen predznak imajo. To so tisti, ki stojijo v krogu in pljuvajo na vojno siroto, ki se trudi pokopati očeta. In mi je čisto vse s katerega brega reke so prišli te, ki stojijo okoli, ki pljuvajo. In mi je čisto vseeno, s katerega brega reke je prišla ta vojna sirota, ne. Tako da, to je pa recimo ta moja družinska zgodba, ker se pač vem, da so pač v Sloveniji kar naprej pojavljajo vprašanja, a ne, s katerega brega reke so pa tvoje vojne sirote, ne, te zgodbe tudi zato ne govorim, ker se ne bi rada postavljala ne na en, ne na drug breg. Jaz sem na strani moje babice, ki je šla in je naredila nekaj tako izjemno pogumnega zase in za svojo družino. In sem proti unim, ki stojijo okrog pa pljuvajo, tako. To je moja pač pozicija, recimo, v tem vsem skupaj. Mogoče tudi sem odgovorila na tvoje vprašanje. Si, zelo natančno in obširno. Ja. Mehmedalija, lahko živiš življenje normalnega, sorazmerno normalnega upokojenca, ali ne? Pa če bi mi ta film posneli, bi rekel, v prvem letu, ne, marsikaj se ne bi odvijalo tako, kot se je, ne. V teh 7 let, 8, ne, se je zgodilo, da so resnično vsi ti ljudje iz Hude jame pokopani, ne. Zgodilo se je to, da sam jaz leta 2016 tudi mlajšega brata, oba brata pokopal od sestre te gluhoneme, od te sestre gluhoneme tudi moža pokopal vse svoje bližnje. To je neka, če lahko rečem tako, od Boga neka meni neki dar, da imam mir danas, da lahko živim naprej. Huda jama je
resnično, tisti snovi tam, ko su u filmu, to niti blizu, ni tistih mojih mor noćnih. To je trajalo mjesece i mjesece. Moj svet je bio huda jama, eno klep in od zunaj, uglavnom svi tisti koji su me dotikali su sebe vidjeli na jedan, bi rekao tako se izrazim, lako pokvaren način. To se pravi, velika većina je delala neke svoje promocije, nije me razumela in stisali smo. Hana je krasno to naredila, ali to uživo je še veliko hujše se dogajalo. To je trajalo već kod 2 letine po etapah. Uglavnom danas bih rekao da sam srećan, da smo uspjeli. Naredili smo neki mali korak, naredili smo neku lučku smo vrgli, neku svetlobu smo vrgli i želim s tim filmom da je ljudi širi u tem smislu pozitivno. Mislim da ta film preprosti te ljudi ko su navijači levih i desnih politika. Mislim da je ta projekt do zdaj najboljša stvar ko združuje te preproste ljudi, ker vidim tisti, ko mi roko daju, su in levi in desni in na sve strani. To se pravi, začutili su da je neki korak narejen u te smeri, te sprave, ko nas obremenjuje. Usporedno se dogajala Srebrenica, spravi 2 sveta, in na obeh se za mene neko srečno se skupaj isteklo in jaz predajam štafetu naprej, bi rekel, Hani in vsem vam, ko znate to bolje od mene opisati in oslikati in tako naprej. Mislim, da je to, kar Mehmedalija poskuša povedati, spet bom mogla te malo prevajati, je, da je on svojo nalogo opravil in da ga to osrečuje. To bi tudi jaz lahko zase rekla, pa verjetno tudi ti, Boštjan, v tej zgodbi mi trije smo svojo nalogo opravili in mislim, da vsak od nas to osrečuje. Bi pa sam tle popravila, torej niso vsi ljudje iz hude jame pokopani. Pokopani so tistih tako imenovanih, kot jih imenujemo v filmu, ta vrhnih 600, To so tisti, ki jih je bilo najlažje prenesti iz enega dela rudnika v drug del rudnika in potem jih je bilo tudi najlažje prenesti ven iz rudnika in pokopati v skupni grob. Niti eden od teh ljudi ni bil identificiran, od 4000, ne od teh vrhnih 600, niti eden ni bil identificiran, čeprav je ravno v naši širši regiji najboljši laboratorij za identifikacijo na svetu. In ne samo v Evropi, in ni bilo nobene želje potem, da se tudi samo eden identificira in v bistvu ne vemo sploh, kdo so bili te ljudje, čeprav se kar naprej pojavljajo mnenja in ideje in teorije o tem, kdo so bili te ljudje, ampak dejansko mi ne vemo, ker niti enega nismo identificirali. Vsaj tako, da bi potrdili neko tezo ali teorijo ali neko domnevo zgodovinarjev, nismo niti enega identificirali. In od teh, torej pokopali smo jih pa 600 z mešanimi občutki, ostalih je pa še, zdaj, koliko jih je bilo, v tistem breznu se je računalo glede na prostornino brezna, naj bi jih bilo nekje med 3 in 4 tisoč, zapravo minus 600, tam računamo, da jih je vsaj 2000 še tam, in ki še vedno ne pokopanih, ker oni niso pokopani, te ljudje. Oni so še vedno tam in so še vedno nepokopani in neidentificirani in v bistvu se mi zdi, da je to nekaj, kar še ni, če rečem, da je tvoja naloga zaključena, je tvoja naloga zaključena, je moja naloga zaključena, ampak naša naloga se mi zdi, pa še ni zaključena. Družbo in država čaka še ogromno dela. To sem želel povedati. To se pravi, čutim, da sam svoje poslanstvo kot preprost človek, kot navadni smrtnik opravil do konca. Drugi su na vrsti in naj država, bi rekel, in vsi tisti zgodovinari in stroka opravi svoje na nivoju in bo. Ja, na vrsti je, mislim, je stroka. Stroka pa je na vrsti samo, če dobi nalogo, da se loti nečesa. To ni pač... To ni stvar samoiniciative, ne, to ni stvar samoiniciative, je stvar stroke, ampak te, ko pač rečemo, stroka, a lahko prosim to razrešiš zdaj, da bo že enkrat razrešeno, smo pa smo mi te, ki dajemo stroki nalogo na nek način, mi kot družba.
na tej točki. Ja. Je pa tako, da jaz bi pa mogla še reči, to pa nujno moram reči, da če ste vas je film dotaknil, če se vam je všeč, pa tudi če vam ni všeč, ampak se vas je dotaknil, ali pa ne vem, kjerikoli tej kombinaciji. In skratka, če se vam zdi, da je film vreden ogleda, dajte prosim reči to svojim prijateljem in sorodnikom in tako naprej, ker to je edina reklama, ki jo slovenski film sploh ima. Mi nismo Bayern München, mi smo Rudar Trbovlje, ali kje je Rudar. Tako da pač nimamo teh sponzorjev in zvezdniških imen in največjega stadiona in prime time termina za naše tekme, ampak računamo na vas. In pač slovenskim filmom je pa tako, če rečeš, šel ga bom gledat, si ga že zamudil. Ne? V bistvu moraš reči, grem ga gledat, pa si že čevlje obuvati. Zato, ker tudi naši filmi ne igrajo mesece in mesece v kinematografih, ampak samo toliko časa, dokler se lastnikom, upravljalcem in tako naprej odgovornim zdi, da bo sploh še kdo prišel na predstavo. Tako da pač film bo živel toliko časa, dokler ga bomo gledali. Prosim, povejte naprej, če se vam zdi vreden ogleda. Hvala. In prosim na plan z vprašanji in mnenji. Ne? Kdo bi začel oziroma kdo bi dal pobudo za to identifikacijo? Torej država, stroka in tako naprej. Mislim, zanima me pravzaprav, ali je kdo od potencialnih svojcev zahteval to identifikacijo, pa se je te prošnje zavrglo, ali enostavno sploh ni nobenega interesa in bi bilo recimo to interesantno čist tako iz širšega poznavanja. Jaz ne vem. Mislim, ne vem, če je kdo, ali je kdo zahteval ali ne identifikacijo, tega ne vem. Vem pa, da so ljudje prihajali k jami in se spraševali, so tam njihovi svojci ali ne. In tako, mislim, to se te stike si doživel ti, Mehmedalija, ki si tam delal 2 leti. Jaz bi tako rekel, kot je rekla Hana, v Sarajevu najboljši laboratorij na svetu, ne, zato dole poznam in bom povedal, recimo, spet bom dotaknul, ko sam sedel s sestro svojo gluhonemo v Tuzli, nasprot nas je sedela ta uradnica, neka Jasmina, in imala je vse pripravljeno, da nam je kazala, spraševala bi rekel za tega mojega zeta, kaj je imao na sebi prilikom bi rekel tega odhoda in tako naprej. In zgodilo se je to na koncu, ko je vse obrazce ispisala, zaključevala, da me je sestra tako potipala in rekla da je ta njen muž imao modru srajcu s dugim rukavi. In je bila toliko obrabljena da je mogla odrezati i nije pošila. I ta Jasmina mi je rekla, kaj govori, sam rekao, govori mi da je muž imao modru srajcu na sebi, in ker je bila toliko že obrabljena i je pošila, in sam rekao, takrat smo rekli da je to neka ruska kragna, in zaključila tis postopek in potegla iz ladlice A4 format, modra fotografija, srajce 100%. Znači, prav je dvakrat bio prekopavan iz ene grobnice u drugu grobnicu. Tako da je ta DNK resnično tako. Tu za brata tega gluhonemega su me klicali, sprašavali, imao je lom noge na levi strani in rekao bi tako 100%. Problem hude jame i podobni je problem, tehnični problem. Ne? To se pravi, oni moraju, najprije svojci moraju dati kriv, moraju dati. Bolj bistveno za mene je ta pokop teh in podobnih, bi rekao, teh žrtev, da se omogući, da se pokopava na ta način da se omogući DNK, bi rekao, analiza skozi čas, za 5, 10, 15 let in tako, u tem smislu, ne da ih damo neku skupnu grobnicu da ne vemo kaj to spravi. U hude jame svako telo je za sebe zbrano, ne, kompletirano, oštevilčeno z neko številku, brez imena, brez, in kot je rekla Hana, to smo samo naredili prvo stopnico, smo prevladali, ostane marsikaj še za narediti, ne,
Zdaj, če lahko samo večkrat prevedem to, kar lahko razberemo iz te Mehmedalijeve zgodbe o srajci z ruskim ovratnikom, je, da pač impuls je, seveda mora obstajati v družbi nek interes za to identifikacijo. Veste, ker ljudje, zdaj, verjetno Mehmedalija, tvoja sestra ne bi šla pred parlament pa zahteva identifikacijo. Ne? To so, mislim, pač, na nek način, zdi se mi, pa tudi identifikacija je seveda pomembna za svojce, ampak Poglejte, pomembna je tudi za nas, zato da bomo lahko končno, ker je toliko se govori o tem, kdo je tam not, pa kakšni, da so zločinci, pa da so si zaslužili, pa da bi jih mogli še enkrat, pa ne, vse može, ampak mi sploh ne vemo, mi govorimo, da sploh ne vemo, kdo so te ljudje. In se mi zdi, da zaradi vsega tega, kar se skozi vali in prevaljuje in zaradi našega zgodovinopisja, da je pač bi bilo za nas pomembno, da bi vsaj za en del, da bi vsaj malo sondirali, a ne, kdo, ne vem, da bi recimo sondirali, ne vem, na ključnih 100, recimo, ne, da bi vsaj malo dobili eno sliko o tem, kdo so te ljudje, da bi zaradi naše zgodovine nekako in zaradi tega, da vemo, kakšen je naš pravilen odnos zdaj do tega vsega, mislim, ali pa da se lahko vsaj odločimo, ok, meni se zdi, da so to zločinci in so se zaslužili, pa meni se zdi, da pa kljub temu bi mogli to pa to. In ta debata je možna šele od trenutka, ko vemo, kdo so bili te ljudje. Mi pa imamo poln te debate, vemo pa sploh ne, kdo so. To se meni zdi tako zelo absurdno. Če lahko dodam, to se pravi resnično v Hudi jami. V prvi fazi je najdeno cirka 500 v nekem horizontalnem prostoru. Bili su naloženi od 6 do 8 vrste na drugim. Vsi su bili slečeni do konca in njihova muskulatura je ostala ohranjena u tem prostoru. Ne. Takrat se plasiralo u javnost, ne, da su to neki ustaši, da su to vojaki i tako naprijed. Moja borba je bila da dokažem da nisu samo vojaki. I resnično sam, koja je prišla prilika, ako sam imao tu možnost da pridem šo 2 ure pre u službu in se spustu u to brezno, ne. 3 metra na glubini s desne strane, odvisno zdaj kako se obrnemo, sam najdo pramen las. Bio sam prepričan 100% da su tamo zmetane ljudi, ne. I ta druga faza je bila nama najtežja. Par bliži neki moji sodelovci ko sam je zaupao, bi rekao, sam je prosio da to poslikamo, da mi pomagaju, smo hodili u Celje, u arhiv. Su prostori koje je nemoguće še otkopati, jer je to živo blato zasulo po 700 metrov naprej, suhodnik i tako naprej. Ali tisto brezno je bilo kakih 100 metrov bliže od tiste skupine ljudi koje je najdeno u horizontale. Ne. Takrat se je zgodilo nekaj drugega. Sve te lase, Ana je tako simbolično prikazala, ne, sam cirka 30 svoju ruku dvignuo svake lobanje ženske, ne. To su prvo pletene po 2 ili 3 kite, ne. I to sam uzeo enkrat neso pred jamu, poslikao Hudu jamu i s to fotografiju sam razbio sve te, bi rekao, sad ta ugibanja, ali pa namjerna, ali nenamjerna, uglavnom ta fotografija je bila najmoćnejša, ona je sve povedala u tistim času. Ne. I s to fotografiju je neka zmaga dosežena u tej Hudi jami i Hana simbolično pokopava. Čeprav je vedla, hodila je u Potočare, pozna to dženazu, pozna sve. I ja sam na koncu srećan da je ona tako sve skupa dala, to je neku univerzalnu zgodbu, ne mene kod Bošnjaka, Bosanca, to je naša zgodba, to je naš svijet. To su, mi govorimo o naših žrtvah, čovjeških žrtvah i zato sam joj zahvalan neizmjerno. Ne. Še tukaj film vaš čas omenja, da dokazov ni v bistvu so, pač, ravno s to Kita. To prepuščam so dokazi, da so tam tudi civilisti, mislim. No se ravno o tem, ravno o tem sem hotela reči. A veste, ampak na Hudi jami, ne, na vhodu v Barbara rov je danes, govorimo o stanju pred 2 letoma, ko sem bila nazadnje tam in sem to poslikala, je pač tabla vojaško grobišče, ne.
Vojaško grobišče pomeni, da gre za posledice oboroženega spopada oziroma to je vojaško grobišče, ni isto kot, jaz ne vem, čisto točno ne poznam ampak meni se ne zdi, meni čisto osebno se mi zdi, to ni prav, da piše, da je to vojaško grobišče, ne, ker not so civilisti, ne. In ženske, kot reče Leon Lučo v filmu. In 72 let kasneje se mi zdi etično absolutno neprimerno sploh razpravljati, ali gre za civiliste ali vojake, gre za ljudi. Ja. Ne? In to je ključno sporočilo tako Mehmedalijeve knjige kot Haninega filma. Ja. Če razpravljamo o tem, potem ne moremo več razpravljati o ničemer. Tu se začne naslednji korak proti morebitni katarzi, ne nujno spravi, zelo narodna beseda. Ja, s to spravo je res problem, glizanj sem razmišljala, da sprava je pač to, ko gledaš, recimo, ko poskušaš, da se otroci pobotajo, ne, ker se skregajo. Se mi zdi, da pač to pobotanje, ne, pri otrocih, ne, da se pobotanje se zgodi vsakmu, ni nekaj, kar se zgodi med njima, ampak se vsakmu posebej zgodi, torej, on mora se najprej pobotati s sabo, ne, ta pač en otrok in drug, in potem, ko se s sabo pobota, sta se ona dva v bistvu že pobotala. To je pobotanje. In če je sprava pobotanje, se mi zdi, da problem te besede sprava, kot se je uporablja, je tako, da vedno se pričakuje, da se bo ta drug zdaj spravil, ne vem, z mano. Ne? Ampak v resnici je sprava nekaj, kar sem jaz s sabo naredim. Jaz se moram spraviti s sabo v bistvu pobotati, da pride do sprave. To je v bistvu neka intimen proces, tu najprej preden se sploh zgodi nek dialog, ne vem, pač, pa tudi sprava je spet ena taka beseda, ki je sploh čisto izpraznjena že od tega non-stop uporabljanja v neke takšne ali drugačne namene, obetavanja z njo in pač sprava, moramo pozabiti na spravo, mi rabimo nekaj drugega, ne, moramo si izmisliti eno novo besedo, kaj jaz vem. Ne. Še kdo kaj zapovedati? V bistvu ob takih zadevah vsak narod potrebuje nekakšno katarzo. In umetniki, pomen umetniških del pri tej katarzi je pogosto zelo pomemben, zelo velik. Če vzamemo recimo Heinricha Böhla, ki je pripomogel katarzi nemškega naroda, recimo, ne, je hvala za tale film, ker ena od prvih misli, ko sem pač gledal ta film, je bila ravno ta, da je to izjemen prispevek katarzi, ki je slovenski narod okrog te, rečemo pod narekovaji, sprave in veliko povojnih pobojev potrebuje. In v tem je tudi velika vrednost vašega dela. Hotel sem pa nekaj drugega povedati. Pred samo projekcijo sem videl, da je projekcijo filma obiskal tudi predsednik. Mi zdaj ga nažalost ne vidim več. Slovenska država je dolžnik gospodu Mehmet Ali Begoviću. To, kar je on naredil, je pravzaprav tisto, kar v bistvu dobri narodi utkejo v svoje legende. V zgodbe, s katerih potem pravzaprav pripovedujejo otrokom, kako je treba ravnati etično, skledno, kako je treba slediti svoje dolžnosti. In žal mi je, da predsednika ni tukaj, ker bi ga hotel vprašati, kaj je, na kak način se je slovenska država gospodu Mehmet Aliju oddolžila. Gospod predsednik ima možnost in pravico dodeljevati odlikovanja. In že dodelil leta 2014. No, potem je pa to ena lepa gesta, zanimalo me, ali je do tega prišlo, zato ker potem je nekoliko lažje, ker bi bilo zelo hudo, če bi gotovo, da tega ni bilo. Hvala. To se je zgodilo. Še kdo? Najlepša hvala. Mene pa zanima, kaj si vi mislite o tem, da bi se
recimo pač otroci v srednjih, po osnovnih šolah moglo več o tem učiti. Ne. Ker jaz recimo, tako snaj, to je bila moja izkušnja, da pač novejša slovenska zgodovina je vedno za zadnjo uro pač ostala. Na maturi se baje v 25 letih enkrat pojavlja in dejansko se učimo, ne vem, o faraonih 3-4 mesece, pri slovenskih osnovah pa pademo. Zadnjo leto sem recimo študiral v Berlinu in sem ful pričakoval, kako se bo z Nemci težko o tem pogovarjati, o holokaustu pa tako naprej. Ampak dejansko zelo velika spodbuda je bila na vseh jezikovnih tečajih, smo dali skozi nacizem, genocid, ker pač oni izhajajo iz te logike, da se boš o teh stvarih pogovarjati, ker smo zaradi tega tudi dosti manj dovzetni za manipulacijo. Ne. Ker res sem opazil, velikrat se je dogajalo, ko bila kakšna, ne vem, razprava o pokojninski reformi ali pa kak referendum ali pa arhivi, se še vedno delimo na komuniste, potem obrance in smo tudi velika, sploh starejši ljudje, so dosti dovzetni za to manipulacijo, ker nimajo nekega znanja, da bi lahko bolj to objektivno presojali. Najlepša hvala. Če lahko samo dodam, bi rekel, ne, nismo to niti izrazili, niti povedali. V moji knjigi pišem ta moja borba kod človeka v tej hudi jami, ko začutiš, bi rekel, to so zlo koje je narejeno, ne. Moja borba je trajala iz meseca v mesec in mogoče eno zadnje leto celo, da sam na svoju ruku, ko Hana dotika to zračenje, prezračevanje, ne, resnično, taktično delo po svoji glavi, da sam ta prostor, da smo pripeljali elektriku, kakih 600 metrov teh glavnih prostorov je danas urejeno in varno, ne, to se pravi prezračevano. In moja želja je bila da se vsi ljudje spravijo van in da bi tamo bio muzej u smislu tega prostora, bi rekao, sve sam pregrade, pusto, to se pravi, od partine sam delo na sredini, da se kod neki dokaz, niti jedna pregrada nije porušena, razen prve te pregrade, 11 pregrade, cijelo po 3 metra debljine su bile. Sve pregrade su na sredini prevrtane in prehodi urejeni, zračenje urejeno, elektrika je not in moja želja je bila da bi to bio neki prav, tako kako ste rekli, za mlade, ali to srednjoškolce, ali bi rekao studente, da stopi u tu hudu jamu, ker ta huda jama uzorec naših sveh te hudi jami po cijeli Sloveniji za 100.000 bi rekao biti ljudi je pa naravno idealan prostor. Tamo čovjek ko pride drugačije razmišlja s glavom, ne. Tamo ti se kri, bi rekao, ustavi, ne, i tamo začutiš jednostavno. I to mi je bila želja, kaj bo država iz tega naredila, ne vem, ali uglavnom ta prostor je varen i pripremljen, tako sam rekao, ne. Če zdaj to prevedem, kar Mehmedalija poskuša povedati, ne, je, da vsekakor bi bilo potrebno, da se uvede v osnovne in tako naprej, posebej pa v srednje šole, se mi zdi, več kritičnega poučevanja nedavne zgodovine in on je sicer infrastrukturo že pripravo za strokovne ekskurzije, ampak zgodovinarji nažalost še niso napisali teh poglavij učbenika, mogoče med drugim tudi zato, ker se dejansko ta del zgodovine tudi še ni na ta način raziskal, da bi dejansko se ga dal tako napisati. Ne? Se pač raziskal se pa ni zato, ker kot je gospod omenil, je tle en tak ogromen kapital, s katerim se lahko manipulira, če ni dejstev, da je pač zaigrati ta ideološki kapital bi bilo zgubiti eno vrečo žetonov v kazinu, ne? Tako da pač, ko se bojo enkrat pojavila dejstva, ne bo več možno igrati te igre manipulacije, ki je igra na vsakih volitvah, na vsakem se pojavlja kar naprej. Ne. In ne gre pozabiti, mislim, da so tukaj prisotni tudi nekateri zgodovinari, da je Slovenija v kar nekaj vojn v zaostanku v zgodovini. Ne. Šele pred 15-20 leti se je praktično zares začelo v javnem diskurzu govoriti o veliki vojni, o prvi svetovni vojni. Ne. Druga svetovna vojna je zgodovinsko obdelana ideološko, ne, so jo napisali zmagovalci. Ne. O slovenski kratkotrajni vojni, o vojnah nekdanje Jugoslavije praktično ne govorimo. Ne.
ker je bojda v živem spominu, ne? Ampak iz njega izginja. Ne? Druga svetovna vojna je praktično že popolnoma izginila iz živega spomina, prva pa popolnoma. Ne? In ni dovolj zgolj pisati učbenike. Ne? Nujno je potrebno hoditi tudi po obstoječih muzejih, recimo po muzeju novejše zgodovine, ki je preprosto genijalen. Hvala. Absolutno, nikaj. Ne, to je iz srca. Ne. Bom kar prevzela tle, se sliši, ne? Obstaja nova generacija zgodovinarjev, gospa še. Ok, hvala. Ne bom delala reklame, ker mislim, da... Saj sem že jaz. Ja, kdorkoli želi, lahko pride. Mislim, da smo bili v več točkah kot hiša, ki hrani preteklosti z vani. Mogoče bi bilo treba samo povedati, da se soba, ki govori o povojnih pobojih, ni dotikala nikoli v zadnjih letih, odkadar je bila postavljena, ravno zaradi tega, ker je ta zgodba toliko pomembna. In to je v stalni razstavi Muzeja novejše zgodovine tudi edina soba, ki nima prehoda. Ne? To je soba, ki je pač slepa soba, v smislu vse ostale sobe krožijo. In mislim, da je tudi v tem ena simbolika, ki želim tudi, da ostane. Smo tudi inštitucija, ne edina, ker zaenkrat se pač na Ministrstvu za kulturo menimo, da bomo 3 inštitucije, ki v skladu z novim zakonom o povojnih grobiščih te ostanke tudi pobira, govorim o predmetih, govorim o hranjenju predmetov. To niso veliki koraki napram vsemu, kar nas čaka na obzorju. Ne? Mi smo še vedno na plaži in gledamo globoki ocean, ampak so majhni koraki, ki nekako kažejo na to, da obstaja volja in predvsem ta volja ne želi biti povezana z nobeno politično opcijo, ker mislim, da je to najslabši, da bolečino individualno in kolektivno prepuščamo politiki. In zato smo tudi sami odgovorni, da jo prepuščamo. Ker mislim, da je največja, če jaz recimo razumem spravo, zame sprava, ko razumem bolečino drugega. In v mojem primeru, glede na to, da sem človek meje, je bilo predvsem spoznati bolečino tistega na drugi strani meje. In tako sem spoznala lahko tudi, iz kakšnih zgodb izhaja moja identiteta. In dodala bi zraven, da tlele se ne bi ozirala samo na spravo od 72 let nazaj, ne, moramo si pogledati v oči tudi o dogodkih izpred o letu 90-91 in v odnosu, ki ga je ta država imela do prebivalcev, ki so se sem selili iz drugih jugoslovanskih republik in na kakšen način se je soočala z drugimi v prostoru in se še vedno. Pozivi nekaterih strank, ki so bili direktorje slovensko identiteto, je bil zame zelo žaljiv. In je žaljiv za našo družbo in je žaljiv za mlade generacije, ki jih želimo vzgojiti. Tako da, mislim, pomembno se mi zdi pa tle sam dodan to, da v našem muzeju so te zadeve, želimo o tem govoriti, več razstav je že o tem govorilo, vsekakor se pa strinjam, da je tukaj res veliko dela še na poti. In se vam zahvaljujem in predvsem mislim, da se zahvaljujem tudi za ta film, ki smo ga danes videli, ker je bil izjemen, tako da hvala vsem trem. In globoko naprej v delo, ne, mislim, da niste še nič zaključili, tako da imate še veliko stvari za povedati. Hvala za navdih. Tako. Hvala. Zanima me, kolikor sem lahko spremljal v tem zadnjem času, torej bom kar nekoliko direkten. Nek intervju izpred verjetno par mesecev z gospo Hano Slak in to preletel sem ga. Verjetno je bil oni, nisem ga prebral celega, niti nisem doumel bistva. Pa kljub temu v zadnjem tednu v sobotni prilogi dobesedno se nisem mogel ustaviti. Kar pomeni, da tudi sama medijska naravnanost omogoči človeku pogled, koliko se pač zavedaš. Zanima me pa to, kako ste vi trije, torej vsak na svojem področju svojo mislijo, z besedo, torej ali z vizualno sliko, kako ste prodrli v javnost, kakšno oceno ste morda kot odziv dobili z javnosti
A je to bilo večinoma morda dobra kritika ali slabša in pa morda kakšen odziv iz tujine? Torej, ja, mi smo vsi trije, jaz mislim, da vsi trije dobili razumevanje za to. Tako bo nekaj. Vsakmu od nas mogoče, ki je delal na svoj način, največ pomeni to, če ga nekdo razume. Če razume to, kar hoče povedati. Jaz oprosti, Hanna. To se pravi, predno ste vi dva prišla v moje življenje. Jaz sam mogao glavu dole in bio sam pod strašnim pritiskom na cesti. Bio sam neki kostko, kaj delaš s temi ustašama i dole, uglavnom bio sam popljuvan kamorkoli sam šao. Tisti ljudje koji su prišli iz Kanade, Australije, iz Argentine do Hude jame, ti su bili tako u nekem strahu, taki topli. Tam je bilo začutit da me razumeo, ker takrat sam ja svoje pokopavao, nekdo iskao moje brate in tisti ljudje su meni dali, bi rekao, tu moć da ustrajam in da ne. Vojna sirota je vojna sirota je vojna sirota. No, mislim, hočem pa reči, bili so torej te ljudje, ki so, to nam je zelo veliko pomenilo, če nas je kdo slišal pa razumel, ne, mislim, da za Mehmedalijo so bila to midva, pa verjetno ne samo midva, za Boštjana sem bila to jaz, pa verjetno ne samo jaz, za knjigo so bili to ljudje, ki so knjigo prebrali, pa so jo slišali tako kot je. Pozdravko Duša. Ja, Pozdravko Duša, ki se jo je odločil izdati, potem, ko smo pač 2 leti slišali z vseh koncev, tega ne bo noben bral, se to nobenega ne zanima. Pa tako naprej, torej vedno so se zgodili te ljudje, ki so slišali in razumeli, koliko je pomembna ta zgodba, ker pač to ni, jaz tako tudi glede filma ne počutim, da je to nek moj film in sem jaz zdaj ful počaščena, če se nekomu zdi dober, ne. Jaz se res počutim, kot da samo pač dajam naprej, a ne, da jaz sem samo en člen in to, kar me osrečuje, je, če nekdo reče, a ja, to moram pa prijeti, ne, pa da tudi naprej. Tako da, to je to, kar je recimo pozitivno. Hkrati pa seveda smo vsi trije, tako kot je zdaj Mehmedalija povedal, tudi se je dogajalo tebi in tudi se je dogajalo meni, smo naleteli tudi na seveda zelo negativne odzive in negativno, ampak s tem se človek niti ne obada, je pa takrat, ko nekdo nečesa ne razume. In ne razume zato, ker je, vsaj v mojem primeru je večinoma tako zaslepljen z neko ideološko opcijo, ki je pač ne dovoli pogleda, ampak je kot nekakšna mrena, ne? In potem si reči, ta ne bo prejel, ok, naslednji. Tako da v bistvu to je nekaj, s čemer ne zgubljaš časa. Jaz vsaj nisem imela časa zgubljati s temi, ki ne slišijo, pač ne zgubljaš časa, poiščeš te, ki slišijo, ne? Ker je prepomembna stvar, da bi se ukvarjal s temi, ki ne slišijo enostavno. Je treba dati naprej. To je bila Mehmedalijeva naloga, je bila z rokami to narediti, Boštjanova z besedami, moja pa s sliko. Ne glede na utrujenost mišic je naslednjo pregrado preprosto treba podreti. Je treba preprosto podreti, se ne moreš ustavljati zato, ker se nekomu zdi, da je to brez veze. Mislim, da moraš se zaradi tega ustaviti. Seveda, da ne. Ali pa da to ideološko ni sporno, ali pa kaj, si čutiš, veš, kaj delaš in kako pomembno je, ne moreš se zaradi takih nekih stvari ustavljati. Še posebej v času razprošene pozornosti, ne, in diktature, ko bi rekel, socialnih omrežij in fake newsa. No? Je treba pri tako močnih zgodbah ustrajati niti do konca, ne glede na vse šume, negativizem in vse prisotni balast, ki ga je treba klestiti z jeklenimi rokami ves čas. Ne? In, ko bi rekel, od koga se lažje in močneje učiti kot od Mehmedalija Alića. Yeah. Mehmedalija, hvala ti za vse, neskončno spoštovanje. Hvala.